Torej, spoštovane članice in člani Društva poslancev 90, druge poslanke in poslanci, spoštovani predstavniki civilne družbe, predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na današnjem posvetu, pogovoru Društva poslancev 90. Poseben pozdrav in zahvalo za sodelovanje izražam uvodničarjama na današnjem pogovoru o razvojnih priložnostih Slovenije 30 let po osamosvojitvi, ministru za infrastrukturo gospodu Jerneju Vrtovcu in lastniku ter generalnemu direktorju podjetja MIK Celje gospodu Franciju Pliberšku. Bodi sam sprememba, ki jo želiš videti v svetu, je nekoč dejal veliki indijski mislec in državnik Gandhi. Ta misel nas je vodila v Društvu poslancev 90, ko smo ob naši decembrski akademiji ob dnevu samostojnosti in enotnosti se odločili in tudi napovedali, da želimo prispevati kamenček v mozaiku prizadevanj za več sodelovanja med vrednostno in politično različnimi, s ciljem narediti nekaj dobrega za Slovenijo. Današnji posvet bo, kar izhaja tudi iz izbora povabljenima uvodničarjema, dal določen poudarek na infrastrukturna in gospodarska vprašanja. Po 10 do 15 minutnih uvodnih razmišljanjih obeh uvodničarjev ste povabljeni k razpravi in svojim stališčem, mnenjem vsi sodelujoči. Ker nas je, kot vidite, veliko, predlagam, da ko prvič dobite besedo, niste daljši od 3 minut. Kot rečeno, je namen vzpostavljati možnosti za pogovore ljudi z različnimi pogledi, s ciljem skupno iskati najboljše rešitve za Slovenijo. Zato prosim, da se ne glede na strinjanje ali nestrinjanje s posameznimi stališči, vzdržimo kakršnihkoli žaljivih izjav o komerkoli. In bom v primeru tovrstne razprave govornika opomnil in tudi prekinil, če bi se to zgodilo. To je namreč danes naš prvi iz serije tovrstnih pogovorov in želim, da obrodi kak pozitiven sad. Sedaj pa najprej dajem besedo ministru za infrastrukturo, gospod Vrtovec, izvolite. Najlepša hvala, spoštovani gospod Podobnik, hvala tudi vsem ostalim prisotnim. Zlasti pa hvala za vaše delo v preteklosti in sedaj. Negativna selekcija v odnosu do politike skozi zadnjih 20 let je botrovala k temu, da pač ne znamo biti in reči zaslužnim politikom, tistim, ki so veliko naredili za Slovenijo, in znamo samo ograjati, znamo pa reči tudi hvala, ne glede na vse zasluge, ki jih imajo, da so zgradili to državo, demokratizirali, osvobodili, potem tudi skupaj gradili. Tako da hvala za vse delo. Zaradi tega tudi cenim in se zahvaljujem za povabilo na današnji pogovor. Mogoče moram že naprej reči ena stvar, bil bom zraven 45 minut, gospod Podobnik, celotnega časa, kajti potem dobim tudi poslance v hišo in sicer ravno na temo infrastrukturnih projektov, tako da 15 do 3 se bom jaz moral opravičiti. Ampak do takrat, po mojem uvodu, lahko razvijamo čudovito diskusijo, to sem prepričan. Glejte, področje infrastrukture, zlasti v COVID situaciji, ga sam jemljem kot ključno ne le za infrastrukturni preboj, ampak za preboj celotne slovenske ekonomije, za povezljivost. In začel bom s podatkom, ki smo ga dobili tudi strani UMAR-ja in strani Evropske komisije, da smo v ključnem obdobju, ko se Slovenija sooča s korona krizo, so gospodarske aktivnosti upadle, smo naredili v medletnem obdobju 15% rast gradbeništva. Zdaj, ni
pomembno, če rečem, zagotovo ne, če rečem, da recimo gradbeništvo ima velike in silne multiplikativne učinke na celotno slovensko gospodarstvo, ampak to je priznal tudi UMAR. To ne govorim jaz, to je priznal tudi UMAR, da je naš GDP, upad GDP-ja v zadnjem letu 5,5% in da je velik del pri tem blaženju, predvsem po zaslugi tega, da smo razvili in delamo dodatne infrastrukturne investicije na železnicah. Naj povem, da se gradi, obnavlja Štajerski koridor, TEN-T omrežje, da obnavljamo Gorenjsko od Kranja do Jesenic, vključno s predorom Jesenice, pa da začenjamo z razpisi za Primorko. Se pravi, te velike investicije v gradbeništvu so pomagale k temu, da imamo tako majhen, oziroma da imamo manjši upad GDP-ja, 5,5%, ne pa večji ali pa primerljiv v tujini, v drugih evropskih državah, ki je še večji. Glede projektov oziroma naših razvojnih priložnosti, kaj je tudi sklic današnjega sestanka. Ceste. Jaz razumem razvoj Slovenije tudi skozi razvoj podeželja. Glede, sam izhajam iz Vipavske doline in če mi ne bomo zagotovili razvoja primarne infrastrukture, kar pomeni ceste, železnice, potem se bodo ljudje izseljevali iz podeželja v mestna središča in je vsega zaman. Zakaj ne bi razvili svojega podeželja? In mi imamo odstotek, preden sem prišel na ministrstvo, da je 45% regionalnih državnih cest v stanju, ki jih je potrebno obnoviti. V letošnjem proračunu smo zagotovili še enkrat več denarja za regionalne državne ceste in v prejšnjem letu, kljub temu, da smo bili na tesno z denarjem, smo v času korona krize obnovili za še enkrat več cestišč, kot pa leto poprej. Na podeželju govorim. In če mi ne bomo šli obnavljati primarne infrastrukture, jo posodobiti, jo graditi nove, če ne bomo naredili, ne govorimo o tretji razvojni osi, govorimo lahko o četrti razvojni osi. Če mi recimo teh cestišč ne bomo posodobili, uredili, potem se bodo ljudje izselili iz podeželja v mestna središča, podeželje bo ostalo prazno in vse je za manj govoriti o lepotah Slovenije, imeli bomo par mest in to je to. Ampak Slovenija ni le Ljubljana in Maribor, Slovenija tudi naše podeželje. In zaradi tega na ministrstvu pod mojim vodstvom veliko vlagamo v ta razvoj primarne infrastrukture. Avtoceste. Potem, ko se je zgradil v 90-ih letih s pomočjo in SKD-ja v prvi vladi, ko se je začel graditi avtocestni križ, potem SLS-a, se je nekako celotna investicija v avtoceste zelo zaustavila do letošnjega leta oziroma lanskega leta, ko smo dali prvo lopato za tretjo razvojno os nad Velenjem pri Gabrkah. Letos bomo dali novo lopato na Janini, na Koroški in potem naprej Škale. Se pravi, od Velenja do Slovenj Gradca je treba Slovenijo povezati. Enako velja za južni del. Predor Gorjanci smo začeli projektirati. Čez 2 leti verjamem, da lahko začnemo graditi. Jutri je pa na vladi resolucija o prometu, ki govori o Belokranjskem Y, tako imenovani hitri cesti v Beli krajini. Od predola Malin do Metlike, od predora Malin do Črnomlja in potem povezljivo s Hrvaško in naprej, seveda, z osrednjim delom Slovenije. Belokranjci in Korošci si zaslužijo, da imajo normalne cestne povezave. Zlasti po Koroškem, od Otiškega vrha pri Dravogradu pa preko Prevalj do Holmca. Ta del je zdaj šel v javno razgrnitev in to bomo povezali. Pomembna stvar, ki se že obljublja 20 let, pa ni noben naredil premikanja in to sem jaz zelo ponosen, pa je hitra cesta Ormož-Ptuj. Ormož-Ptuj. Plani so narejeni, mi smo pa dali ven v mesecu septembru razpis. Uprava Darsa ta razpis vodi. Razpis je pri zaključku, imamo še nekaj problemov na Ministrstvu za okolje in prostor oziroma pri Arsotu, pri tem drugem sklopu, ampak verjamem, da meseca maja bo prva lopata in da bomo Ormož povezali s Ptujem.
na to že izgrajeno avtocesto in da bodo lahko tudi bili razvojno imeli večje možnosti tega razvojnega preboja tudi v Ormožu, v tem delu Prlekija, Ljutomer in tako naprej. Jaz mislim, da je ta del potrebno povezati, kajti je velik del Slovenije, ki je nekako ima slabe cestne in druge regionalne povezave in je potrebno ga povezati z osrednjim delom Slovenije oziroma povezati ga potrebno z osrednjim delom Štajerske, če želite. Se pravi, to je, kar se tiče naših avtocest in hitrih cest. Ravno včeraj smo pa imeli tudi sestanek z obalnimi župani in poslanci. Že več časa se odmika projekt obalne hitre ceste. Mi smo tukaj včeraj dogovorili se, da bo ne ob obali šla, ampak primarno začnemo z umeščanjem hitre ceste Koper-Šmarje-Dragonja. Koper-Šmarje-Dragonja in ko enkrat to umestimo v prostor, začnemo tudi Jagodje-Lucija. Prej tega ne bomo počeli, ampak bomo počakali, da najprej umestimo za tranzit potrebno cesto Koper-Šmarje-Dragonja. To je bilo včeraj dogovorjeno z župani, zaradi tega, da moramo tranzit, ki gre na Hrvaško, spraviti stran od slovenske obale in slovensko obalo pustiti zelenemu turističnemu preboju. Železnice sem že nakazal. Vsa Evropa gre v tako imenovan zelen dogovor, o tem se ogromno govori. Ne le govori, veliko se na tem dela in veliko je tudi finančnega vložka. Mi smo pripravili celovito strategijo razvoja slovenske železniške infrastrukture. Ta strategija je zdaj podpisana in je v medresorskem usklajevanju, pripravljali smo jo od aprila meseca, ko sem jaz prišel sem. Kaj ta strategija govori? Govori prvič o razvoju regionalnih železniških povezav. Če želimo mi zmanjšati pritisk na Ljubljano strani osebnih avtomobilov, potem moramo okrepiti dvotirnosti proti Kranju, se pravi drugi tir do Kranja, drugi tir do Kamnika, ki bi upošteval tudi železniško povezavo preko Komende do Brnika. Mi smo edina evropska država, ki nimamo povezljivosti prestolnica glavno letališče. In drugi tir oziroma dvotirnost na posameznih odsekih do Ivančne Gorice. Seveda ob vsem tem elektrifikacija. Če bomo imeli, se pravi, možnost dobrih, učinkovitih regionalnih železniških povezav, tudi govorimo o tiru proti Vrhjanki, ki so ga po drugi svetovni vojni vrgli ven, iz meni neznanih razlogov, se pravi od Brezovice do Vrhjanke. Če bomo imeli tukaj razvito železniško infrastrukturo, potem se bodo ljudje za prevoz na delovno mesto v Ljubljano odločali s taktnim vlakom na 15 minut, prej kot pa z osebnim avtomobilom. In to je ta priložnost, ki jo jaz zasledujem in je ta prioriteta. Druge, TEN-T povezave, Ljubljana-Maribor, določene odseke napraviti nove tire, dvotirnosti, zlasti proti Celju, središča so se premaknila, zasavski reviri niso več to, kar so bili 100 let nazaj. In je potrebno napraviti tukaj proti Zidanemu mostu. Imamo idejo, tudi Slovenske železnice so jo razvile, nekakšen način pohitriti progo, da lahko pridemo v manj kot 1 uri iz Ljubljane do Maribora po tirih. Lendava-Redič, Beltinci, oziroma Beltinci-Lendava-Redič. Tukaj je razvojna priložnost zlasti zaradi logistične dejavnosti v Beltincih, ki jo želimo razvijati. In v tem delu bomo naredili tudi novo regionalno železniško povezavo, tudi v sodelovanju z Madžari, ki se tega želijo. Se pravi, vemo za namere Hrvatov, da želijo napraviti in ojačati progo Rijeka oziroma Reka Zagreb-Čakovec, iz Čakovca pa preko našega ozemlja Lendava naprej proti Madžarski. In samo naša neumnost bo to naredila, da naredimo obvod po Hrvaški, ne pa, da mi naredimo Beltinci, Lendava, Lendava-Redič. Mi moramo tukaj prehiteti namene sosednjih držav, ki bi radi naredili logistične obvode. In jaz se tukaj trudim, zaradi tega smo dali tudi noter to regionalno progo, oziroma progo tudi kot predlog, da bi jo čim prej zgradili.
obnavljamo, sem že rekel, Štajersko. Obnavljamo celotno Gorenjko od Kranja do Podnarta, Podnart, Lesce in zdaj imamo odzunaj razpis, če že obnavljamo Gorenjko, da obnovimo v celoti od Kranja naprej, imamo odzunaj razpis od Lesc do Jesenic. Predor Jesenice pa se že skupaj v dogovoru z Avstrijci se že prenavlja, izvaja dela avstrijski Strabag. Primorko začnemo obnavljati letos, razpis je že odzunaj za prvi del, in sicer Brezovica Ljubljana, upoštevajoč tudi Ljubljana Tivoli. Letos bomo dali pa tudi ven več kot 100 milijonov evrov vreden projekt, od Borovnice pa do Ljubljane, pa do Brezovice. Naj tukaj povem, Borovnica, Brezovica, to je zelo pomemben del, ki je proga res zelo poškodovana in jo treba obnoviti. Ta del proge je treba nujno obnoviti. Več kot 100 milijonski projekt, ki bo imel pomembne učinke na celotno slovensko gospodarstvo. Če samo drugi tir govorite, popolnoma brez veze, če ne posodabimo tudi ostalih železniških povezav. Pri tem seveda zasledujemo tudi financiranje preko evropskih sredstev. Ok, to je glede železnic. Verjamem, da bo tukaj še ogromno vprašanj. Saj vidim, glede na goste, ki ste, da bom tukaj dobil vprašanja. Energetika. Čakam pravno podlago, ki mi jo lahko pripravi le Ministrstvo za okolje in prostor. Sem pristaš, da je Slovenija in bo ostala pristašica porabe jedrske energije, da nadaljujemo z aktivnostmi na prvem bloku pri pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja za podaljšanje obratovanja in da začnemo z vsemi podlagami za drugi blok. Zelo enostavno vam povem, dragi poslanci in ostali vabljeni, da sam sem pristaš, da začnemo čim prej s postopki za drugi blok nuklearke. Vem, da bo tukaj ogromna diskusija, pri vseh takih projektih je, ampak moja dolžnost ni ta, da mirim, moja dolžnost ni ta, da si kupujem mir, kaj če bi želel kupovati mir, bi bil tih, ampak je ta, da naredim to, v kar verjamem in kar mi vest govori. Tež, veliko zmago smo dobili v zadnjih mesecih. Naslednji teden bo veliko znanega glede poravnave arbitraže z Alstomom, velika zmaga. O tem ne bom govoril, ker gre za gradiva, ki so še vedno zaupno, kljub temu, da o tem pišejo nekateri osrednji ali pa nekateri pač slovenski mediji že pišejo o tem. Tež pa je zgodba, ki jo je potrebno regulirano zapreti. Moj cilj je, da 2033 ugasnemo premogovnik Velenje, da začnemo s postopnim zapiranjem v skladu z zelenim dogovorom. Kajti cena za plačilo energetskih kuponov je tako velika, da če ne bomo tega rešili, bomo morali ali pa bili primorani narediti regulirano dobri tež in slabi tež, po vzorcu slabe banke. Tega si nihče ne želi, zaradi tega bomo morali, se pravi, rešitev s tešom nasloviti ne v roku enega leta, ampak v roku 3 mesecev. Če kdo misli, da lahko na premog ob teh cenah električne energije, ob teh cenah CO2 kuponov ohranimo tež do leta 2048, potem ne izvoli. Ampak to bo nemogoče. To je nemogoče v politiki, ki jo vodi Nemčija, ki jo vodijo tudi druge države Evropske unije, in predsedovanje je ta priložnost, da se mi izkažemo kot tisti, ki smo ambiciozni in ki gremo regulirano v puščanje premoga. Regulirano govorim. Ne govorim o tem, da bo to jutri, ampak če bomo imeli cilj, da je to 2033, potem bomo bili pripravljeni. Če kdo misli, da bo to 2038, temu ne bo tako. Glede na cene CO2 kuponov bomo bili srečni, če bo 2033, ne 2028.
Vsi ostali, ki to prodajajo, da bo šle cene električne energije gor, so zagovorniki iste politike, kot je bila leta 2010 v zvezi s T6, ki naredi na leto 70 milijonov evrov izgube. Enostavno. Torej, jaz bom bil tukaj zelo ambiciozen, kar se tiče opustitve premoga. Ne bom govoril o vetrnicah, o hidro, zato ker to pač podpiram, no? Ker to je enostavno to, kar moramo narediti. Ok, razvojne priložnosti Slovenije, infrastrukturne projekte smo v zadnjem letu, spoštovani gospod Podobnik in ostali gostje, ki še enkrat se zahvaljujem za vabilo, smo jih izkoristili za to, da smo tudi pomagali preko multiplikativnih učinkov gradbeništva rešiti naš gospodarski položaj, ekonomski položaj. Te razvojne priložnosti pa jih moramo res izkoristiti kot ambiciozno, trajnostno, zelene, digitalne projekte. Monika, sem ga pozabil omeniti, ne? Gradimo nov potniški center v Ljubljani skupaj z investitorjem OTP banko, vrednost je 350 milijonov evrov. Se pravi, imamo vizijo, razvoj tudi logistiko obenem, imamo investitorje v Sežani, se pravi za razvoj logistike, in sicer slovaško-avstrijsko navezo, ki dela za nemški Tengelmann, Beltinci, potem je naprej Maribor, priložnost, ta križ v Mariboru, ne? Več še skladišči materijala iz Luke Koper v Gradcu, kot pa v Mariboru, iz meni nejasnih razlogov, ne? Ampak Maribor je izvrstna logistična priložnost za cargo center. Imamo letališče zraven, ki je prazno, ni prometa na letališču, ni prometa. Imamo Magno, imamo že degradirano območje in evo, verjamem, da bomo s tem naredili močno zaledno skladišče v Mariboru, v Beltincih in v Sežani, močno zaledno skladišče za našo Luko Koper. Če vi mislite, Luka Koper, danes, kar pride v Luko Koper, gre več v Gradec, kot pa ostane v Sloveniji. In je zastonj imeti Luko Koper, če ne bomo hkrati razvijali slovenske logistike v Sežani, tudi delno v Ljubljani, zlasti pa v Mariboru in Beltincu. In premalo sem govoril o logistiki, ampak logistika je priložnost, ko grem na Poljsko, zdaj gremo v Avstrijo, se pogovarjamo o tem, kako izkoristiti logistični potencial Slovenije. Ok, gospod Podobnik, hvala za vabilo, bom odgovoril v naslednjih 10 do 15 minutah, prosim na vprašanja, vem, da jih bo kar veliko, vidim že dvignjene roke, tako da z veseljem. Ja, hvala lepa, gospod minister. Gospod Liberšek, če se strinjate, bi zdaj dali še ta vprašanja, ker se bo minister moral posloviti. Naj povem naprej, da je že takrat, ko so se pogovarjala, povedal, da bo verjetno časovno omejen, torej da ne bo mogel celoten čas biti, tako da bi zdaj ta del izkoristil za pogovor, potem pa ta drugi del z gospodom Liberškom. Zdaj javite se na ta način, da na chat napišete ali da pritisnete na ikono ta roka, ki je gor, ali pa da pomahate, da ste vidni. Če bi kdo želel več povedati, kot omogoča 3-minuten čas, bi prosil, da pošlje, sploh če ima kdo kaj napisano ali pa lahko napiše, in vam zagotavljam, da vsi, ki ste tukaj, vključno z mediji in vsemi drugimi, bodo prejeli vaše razmišljanje. In pošljite na društvo poslancev 90, društvo dp90@gmail.com, mislim, da se bo zdaj tudi izpisalo ta mail, tako da lahko, evo, tukaj na chatu je napisano mail društva in bomo nemudoma že danes posredovali naprej, zato da bi čim več ljudi lahko prišlo do besede. Zdaj javila sta se zdaj dva, gospod Štebe in gospod Pavliha. Izvolite, gospod Štebe. Mikrofon. Mikrofon morate vključiti, mikrofon. Ja, prvo lep pozdrav, hvala lepa za vabilo. Pozdrav vsem prisotnim in hvala za besedo. Malo bi se odzval, ker je prilika, minister je tukaj,
tematika je infrastruktura, čeprav po mojem mnenju prave razvojne priložnosti bi bile z velikimi premiki v zeleno in digitalno, ki pomeni velike prihranke in velike učinkovitosti. Digitalizacija bi morala biti izvedena že v državni upravi, že zdavnaj in tako naprej. Ampak moj prispevek je v smislu konkretnega in kaj so ovire za tiste konkretnosti. Predlagam, da šeramo tale moj screen, na katerem je moja predstavitev. Jaz bom šel hitro skozi, poudaril bi samo tiste bistvene stvari, ki se mi zdijo pomembne v tem trenutku. Zdaj šeramo tole moja predstavitev. Se opravičujem. Poglejte, konkretne ovire oziroma kaj je tisto konkretno, kar bi morali v Sloveniji pravzaprav narediti. Bistvo vsega za Slovenijo je, tudi kar se tiče infrastrukture, vzpostaviti pravo suverenost, kar se pa tiče razvojnih usmeritev, pa bi morala biti blaginja, konkurenčnost in gospodarnost. Predvsem gospodarnost, tista resnična, ki je v javnem interesu. In je potem, tako lepo govorimo, zelena, digitalna in poštena. Zelena pa je še zdrava in tako naprej. Poglejte, problem je v negospodarnostih, ki se dogajajo v tej naši ljubi državi. Tudi zadnjih 30 let. Namesto cestninjenja brez ovir, satelitskega, namesto drugega tira brez tveganj in nezakonitosti, namesto tretjih pasov avtocest, se pravi milijarde v ta namen, se ne pogovarjamo o mobilnosti, o javnem prevozu. Minister je lepo sicer povedal, da bodo vzpostavili v medmestnih povezavah javni promet z železnice. Jaz sem vesel, ker sem izmešal, da bi šla železnica tudi drugi tir jeseniške proge, mimo Domžal, Mengša, Komende in Brnika. Vprašanje, če je to prava varianta, mi bi bili tega veseli. Glede negospodarnosti imam pa jaz tukaj dva primera, s katerima sem se ukvarjal oziroma se ukvarjam. Glejte, cestninjenje brez ovir, satelitsko cestninjenje smo leta 2008 na koncu mojega mandata sprejeli akcijski načrt, da bomo prehiteli Nemčijo, Slovaško in države, ki so uvedle satelitsko cestninjenje brez predhodnih dragih korakov. Cestninske postaje, listki, potem so bile neke kartice, ABC sistem, zdaj smo prišli na mikrovalovno tehnologijo za 130 kandelabri po Sloveniji. Namesto, da bi naredili to, kar je naredila Nemčija. Takoj so šli v satelitsko cestninjenje. Tragika pa je, da smo Slovenci imeli takrat razvit svoj sistem. Elektrofakulteta, Telekom in druge firme so imele dva razvite sisteme. Zavrgli smo in trošimo milijarde in ne poberemo denarja, ki bi ga morali. Če bi bili vsi tovornjaki satelitsko cestninjeni, pa tudi osebna vozila, bi plačevali tudi po lokalnih in državnih cestah uporabo in ne bi bilo treba imeti vinjet oziroma listkov. Glede drugega tira pa bi povedal to, da je ta drugi tir, namesto da bi bil strokovno, okoljsko in koristno zasnovan, voden, smo priča tveganih nezakonitostim, zastarelemu pristopu, projektnemu, nevarnemu in dragemu in nekoristnemu pristopu. Tako da, tole bom skrajšal, rine se v popolnoma preživet projekt. Jaz sem se s tem začel ukvarjati zadnjih pol leta, prej sem bil angažiran v okviru uredbe o enotni metodologiji in ne morem verjeti, da se nek tak projekt, ki je tako neaktualen, potem, ko so Italijani izstopili, še vedno, po domače rečeno, fura naprej.
in se gre v ritje v podzemlje pod flišnim nivojem, ki je kritično tvegano, nepredvidljivo in bo izjemno drago. Ob tem, da človek ne more verjeti, da se zdaj naj bi izvedel enotirni tuneli, potem, ko bo pa proga, ko pa naj bi bila proga v obratovanju, pa se bo gradil še drugi tir. Za levim še desni tir. Kje ste to videli? Pa kdo si to dovoli? Tako da jaz, gospod minister, res ne morem razumeti, da se kaj takega lahko dogaja. Mi smo poslali vladi in ministrstvom dobrohotno neko oceno, primerjavo vseh parametrov različnih variant. Poslali smo neko SWOT analizo tveganj, prednosti in slabosti in poslali smo neke zaključke. Nobenega odgovora, niti nekaj kulturnega odziva. Prejeli smo, hvala lepa, bomo poročili. Zato smo poslali v angleščini nek dokument, celovit na več kot 50 straneh. Tukaj je na sliki povzetek, kjer obveščamo evropske naslovnike o tej tragični, neverjetnem pristopu izgradnje povezave Kopra in Slovenije proti vzhodu. To boste prejeli. Tle je trasa, ki se fura že od leta najmanj 2003, ko je vlada sprejela sklep o trasi, tako imenovani trasi I3. In sicer takrat je bila ta trasa še v kombinaciji z skupnima dvema najdaljšima tuneloma pred Divačo, povezava Trsta oziroma Zahodne Evrope, koridor 6, skupaj preko teh dveh tunelov proti vzhodu. Tako luke Koper, kot tudi luke Trst. Kasneje so Italijani tam leta 2010 oziroma že prej ali pa malo kasneje odstopili od zadeve in so se zmenili z Avstrijci, da bodo šli preko Avstrije na vzhod. Preko dveh dolgih tunelov Koralp in Semmering. Izjemno draga, ampak v naslednjem letu končana investicija, ki bo resno konkurirala slovenskemu prednostnemu, geografsko prednostnemu položaju, če ne bomo izvedli ustrezne, cenene oziroma strokovno in glede projekta ustrezne povezave naše luke z zaledjem. Medtem pa tudi obnovili seveda vso infrastrukturo, povečali ustrezne hitrosti in tako naprej. Gre se v globoko podzemne Krasa, 30 metrov pod flišnim nivojem, kjer je polno jam in je tudi vodonosnik, se pravi vodni bazen, z širino 87,50 metra. Na koncu naj bi ta dvotirna rešitev obsegala 4 tunele. Namesto, kar predlagajo strokovnjaki, spodaj imate sliko, centralna varianta 16,7 širine, dvotirna proga z reševalnimi tuneli v sredi in neka vzhodna varianta, ki je majčkeno ožja, ampak ima določene slabosti, pa tudi kakšno prednost. Jaz tukaj ne bi ponavljal zdaj vseh pomembnih stvari za Slovenijo, nekaj sem jih že omenil, ampak v zvezi konteksta drugega tira je treba vedeti, da je ta projekt, ki se ga sedaj poskuša celo z izborom izvajalca, enega in istega za oba dela te trase, začeti realizirati. To je težko verjeti. Hvala lepa, gospod Štebe. Jaz predlagam, da kar, če imate še, kot smo rekli, da lahko pošljete in bomo vsem poslali. Tako je. Jaz tole prezentacijo vam bom poslal zdaj link, vsi boste lahko to pogledali.
Glejte, glede na vse okoliščine smo se nekateri v tej skupini odločili, da bomo vložili tudi skupinsko tožbo, poleg skupinske ovadbe, in končno bodo morali tisti, ki ne ukrepajo v skladu z svojimi dolžnostmi v položaju, kazensko, odškodninsko in tudi položajno odgovarjati. Bom pa zaključil to samo s tem, kaj je rekel nekdo iz vlade pred desetletjem o tej trasi. Da je to vse lepo in prav z eno majhno drobceno napako. Da je cifra podzemnega vozlišča tako enormno velika, da vi in jaz veva, da je nikoli ne bomo zgradili. In ta isti pomemben odločevalec v vladi je takrat predlagal, da se pač ne gre tako globoko in drago v podzemlje, ampak da se del tega denarja prihrani in se obnovi infrastruktura znotraj Slovenije. Tako da jaz se zahvaljujem za vaš čas. Hvala lepa, gospod Štebe. Zdaj še gospod Pavliha, predlagam pa potem, da minister še pove svoje mnenje in kaj se bo potem verjetno mogel posvetiti. Izvolite, gospod Pavliha. Hvala lepa, predsednik. Lep pozdrav vsem. Če bi vas začel posamično pozdravljati po vseh bivših in sedanjih funkcijah, bi pokuril svoj čas. Tako da lep pozdrav poleg predsedniku Podobniku še ministru Vrtovcu in kolegu iz gospodarstva, gospodu Pliberšku, ki ga visoko cenim, kot sam ve, in dobrodošel med nami. Na kratko, z večino stvari, ki jih je minister povedal, se strinjam. Menim, da je pri izgradnji infrastrukture oziroma pri prometu in logistiki tudi ključen holističen pristop. Torej, zelo pomembno je medresorsko sodelovanje. Zato ministru ponujam roko kot ponovni član strateškega sveta za zunanjo politiko, kamor me je povabil minister dr. Logar, in tam prenavljamo obstoječo strategijo zunanje politike iz leta 2015, ki je bila že tedaj precej prometno, sredozemsko in tudi pomorsko naravnana. In če lahko karkoli pomagam s tem v zvezi, sem vam seveda na razpolago, ker mislim, da je bila to ena od tistih dobrih lastnosti še vedno veljavne zunanje politike. In brez dobre zunanje politike potem tudi interno stvari šepajo. Glede regionalne ceste se absolutno strinjam z bistveno večjo pozornostjo podeželju. Nenazadnje sam živim na vasi, v Novi vasi nad Dragonjo, in regionalne ceste so bile zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, prvenstveno pa zaradi favoriziranja avtocest zadnjih 30 let podhranjene, da ne rečem popolnoma zanemarjene. Glede avtoceste bom tule malce lokal patriot, pa se bom razveselil podatka, da se zopet govori o nekako pozabljeni hitri cesti Koper-Dragonja, pri čemer bi vendarle predlagal, gospod minister, da morda ponovno preučite alternativno varianto, ki obstaja, ki bi pravzaprav lahko iz dveh predlogov hitrih cest, torej Koper in Šmarje in pa Jagodje in Lucija, združila v eno samo. Ta varianta je menda tudi približno 200 milijonov evrov cenejša, in zakaj ne bi zdaj, ko ste vi na čelu, ponovno pogledali kako in kaj. Mimogrede, avtor te variante je pravzaprav eden od prvih slovenskih ministrov, še v starih časih, profesor dr. Livio Jakomin, ki je to izdelal skupaj z nekdanjim državnim sekretarjem Zajcem za železnice, ki je pa žal že preminil. Glede železnice tudi popolnoma strinjam, torej dve magični besedici sta dvotirnost in elektrifikacija. Brez večinske dvotirne proge v Sloveniji se strinjam, tudi drugi tir Koper-Divača ne bo imel takšne funkcije, kot bi jo moral imeti, ampak vendarle, jaz mislim, da si ne smemo dovoliti, da bo prišlo do kakšnih... Ja, v redu. Prosim? Zdaj pa ja. Izvoli. Ja, jaz bi prosil, da imate drugi mikrofone izklopljene. Ja, zaprite. Zaprite mikrofone vedno, ko ne govorite. Tako je, ja. Skratka, še vedno, kljub
na splošni pomembnosti dvotirnosti apeliram, da je drugi tir Koper-Divača res prioriteta, kajti če ne bo zgrajen tako, kot se zdaj napoveduje, pa že to je pozno, do leta 2026, bo to res zelo, zelo hudo prizadelo Luko Koper in tudi nasploh slovensko logistično gospodarstvo. Glede energetike bom rekel nekaj morda, kar bo mnoge začudilo, ampak tudi tu se strinjam z ministrom. Namreč jedrska energija ni kar tako a priori nekaj zavržnega, groznega, črnobilskega, če želite, in tako naprej, je še vedno med najvarnejšimi energijami. Tega ne govorim na pamet, ampak govorim kot nekdo, ki je 5 let v 90-ih letih vodil pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti. Takrat sem imel priložnost nuklearko spoznati od blizu. Sem zelo dobro sodeloval z gospodom Rožmanom, ki so ga v tujini klicali kar Mr. Krško, in to zelo, zelo pozitivno, in pozdravljam izgradnjo drugega bloka, seveda z vsemi tistimi novimi tehnologijami, ki so že na voljo. Kajti Slovenija je premajhen prostor, da bi ga prekrili z vetrnicami in za drugo alternativno energijo. No in da končam, nismo imeli časa, da bi se pogovarjali v letalstvu in pomorstvu. Glede pomorstva bi ministra samo prosil, da upošteva, in verjetno so mu to povedali, ko je bil na obisku na upravi za pomorstvo, da letos slavimo tudi 30-letnico resolucije o pomorski usmeritvi Republike Slovenije, nekateri ste bili tedaj že v skupščini, to je bilo 7. marca leta 1991, gre za enega najbolj klenih, kratkih, jedrnatih, naprednih državotvornih dokumentov, pa žal tudi precej neuresničenih. Sam sem napisal en članek, ki je na voljo tudi na spletni strani Društva poslancev, pa bi vas prosil, minister, če utegnete, tam je nekaj dobrohotnih sugestij in bi bilo dobro, da se tudi pomorstvo upošteva. Ne nazadnje imamo morje naslikano na našem grbu in na naši ustavi. Takole bi rekel, ko me sprašujejo mediji, ali je Slovenija pomorska država. Slovenija je zagotovo pomorska država, je majhna, ampak je pomorska država. Pa tudi, če ne bi imela ali nima direktnega izhoda na odprto morje, je pa premalo pomorsko usmerjena država. Hvala lepa, minister, pogumno naprej, čestitke in pozdravljam predsednik Podobnik takšne posvete. Zdaj smo pač bolj digitalizirani in se lahko v bistvu večkrat dobimo tudi na ta način. Hvala za besedo. Ja, hvala lepa, Marko. Evo, zdaj pa dajem besedo ministru, da lahko pove še te stvari. Hvala, ker pa vem, da bo diskusija bi lahko bila z mano vsaj 2-urna. Obljubljam eno stvar, no? In sicer, da zainteresirane povabim, pa bom dal, Marjan, tebi, da se tikava, ko se poznava, ti bom dal številko od mojega tajništva, od punc, pa naj dobijo en termin v naslednjem obdobju, pa se dobimo lahko v živo na ministrstvu. Na vse, kar je gospod Štebe predstavil, lahko diskutiramo. Začel bom pa s tisto stvarjo, ki tudi ene prijavljene zelo zanima, drugi tir. Jaz se prosim, da kar je nezakonitega, ste kot državljani dolžni nemudoma prijaviti. In tudi mene, če potrebno. Če sem naredil nezakonito dejanje, je prav, da odgovarjam. Ali se ga zavedam, ali se ga ne zavedam. Vsi. In razpis je pri koncu, oziroma 2 TDK sedaj gledate te stvari, povratka nazaj več ni. Zdaj, to smo že v preteklosti veliko se o tem pogovarjali. Jaz sem se s tem pogovarjal tudi s predsednikom vlade. Tudi vlada je o tem razgovarjala, dobivam vaše številne maile, gospoda Kovačiča, Štebeta, gospoda Duhovnika, da ne bom govoril o Dijana Urajda in tako naprej, ne bom sodil nič. Jaz sem politik, vi ste strokovnjaki. Jaz sem politik in sprejemam politične odločitve in tem tudi odgovornost. In za svoja dejanja
Bom odgovarjal, predlagam pa, da se mi dobimo in da mi izlijete vse tako, lahko za cel dan in da mi izlijete vse. Nazaj koraka, če vi mislite, da bomo šli iz Kozine delati v Koper, ga več ni, tudi zaradi tega, ker sem jaz politik. Tudi zaradi tega. Z vsem spoštovanjem, ker je bil čas za to, v referendumski kampanji 2017 in tako naprej, in sem bil jaz s Kovačičem v isti zgodbi. Ampak takrat... Korak nazaj je, samo politične volje ni. Zdaj, ne moramo tako. In glede drugega tira lahko rečem eno stvar. Umeščanje v prostor hitre železniške oziroma drugega tira, kaj je gospod Števe govoril, proti Kamniku traja 8 let. Umeščanje v prostor, gospod Števe, traja 8 let. Zato vam sam povem, koliko časa trajajo postopki v Sloveniji. Torej, če ne zakonite na drugem tiru, vsi prosim skupinsko vadbo, upoštevajoč tudi mene. Halo. Gospod Štebe je tudi govoril zelo modro, ne? Zeleno, digitalno, absolutno se strinjam, podpiram. Irena, ja, sem prid, če hočeš... Prosim, da izključite mikrofone druge. Ja? Izvoli, minister. Gospod Štebe je govoril o tej navezavi proti Jesenicam. Jaz sem z Domžal, oziroma živim v Domžalah. Jaz mislim, da pač ja, ta del je potrebno povedati z Brnikom naprej. To bomo tudi naredili, mi to razvijamo, zeleno, digitalno, absolutno, usporedno, se strinjam, usporedno tudi z betonom, ne. Tega, ker vam bom rekel, pejte vi v Belo krajino, v Črnomelj, reči Belokranjcema, ne, da imajo premalo betona za priti do novega mesta, ne. A veste, mi moramo tudi na to, mi moramo z roko v roki iti s trajno mobilnostjo, zelenim dogovorom, hkrati pa tudi obstoječo primarno infrastrukturo na podeželju, na primer iz Posočja, Cerkljanskega, Idrije do Škofje Loke moramo posodobiti. No. To je treba urediti in sem župani in poslanci temle v navezi, da to uredimo. Tudi smo podpisali poseben protokol z županom Gorenje vasi in Cirkenga, kjer opredeljujemo časovnico, kako povezati, bom rekel, ta del Slovenije, Škofje Loke in tako naprej. Gospod Pavliha, oziroma, eno vprašanje je bilo gospod Duhovnik glede jedrske. To je imel gospod Duhovnik zelo prav. V Ameriki razvijajo, smo tudi podpisali ta dogovor, ko sem bil v Ameriki skupaj z Logarjem, tam razvijajo tako imenovane male modularne reaktorje. To so priložnosti, a gospod Števe to zapisal, ne? Ja, to so priložnosti, ki jih bi lahko imeli tudi v Sloveniji. In ko bo enkrat v Ameriki imeli razvite na podlagi tega dogovora, ki smo ga z Logarjem tudi podpisali, lahko imamo pri nas. Recimo 3-4 taki modularne reaktorje mi ogrevamo celo Ljubljano. In to ni okolju škodljivo, ne bi Sava segrevala, ne, in tako dalje. Veliko bi lahko na ta način naredili. Gospod Pavliha, vesel sem, da ste v tem strateškem svetu. Priložnost, infrastruktura, zunanja politika so 3 morja. Jaz sem bil na to temo tudi na Poljskem 14 dni nazaj in smo se veliko pogovarjali o projektih 3 morja, med drugim je drugi tir v teh projektih, med drugim v teh projektih tudi ta plinski dovod Madžarska, Italija, tudi preko Slovenije. Potem so tudi železniško mrežje okrog Ljubljane. Imamo tudi v iniciativi 3 morja, pravi tukaj diplomacija, zunanja politika skozi infrastrukturo mora delovati. Gospod Pavliha, še vaša ideja. Jaz sem bil prvič to idejo včeraj soočen, ne? Ko so bili poslanci pri meni in vidite, če ni dialoga, nič od tega ni.
in dogovorjen sem s predsednikom uprave Hajdinjakom, da bo Dars ta predlog preučil, naredili bojo izračune, ali je to zdaj koliko milijonov cenejše in koliko ni cenejše, bomo to naredili. In če se včeraj mi ne bi sestali z obalnimi poslanci in župani, do tega predloga, o katerem, Marko, ti zdaj govoriš, ne bi, jaz zato sploh ne bi vedel, no? Razumete? In to je zdaj pomembno in Dars bo to preučil in dali bojo v doglednem roku, preden začnejo s karkoli, bojo dali ven tudi izračune in bojo lahko to varianto preučili za nadaljne umeščanje v prostor, da ne bi ponovili kakšnih drugih napak. Resolucijo o pomorstvu, seveda z njo sem seznanjen, petek smo okrog te resolucije veliko govorili. In jaz mislim, da ne samo to, da bi lahko v nadaljevanju, v času predsedovanja, na temo tega, da je Slovenija pomorska država, da bi to mi morali izkoristiti. Mi v predsedovanju moramo to poudariti. Mi poudarjamo digitalizacijo, zeleno in tako naprej, hkrati pa moramo povedati, da smo pomorska država v predsedovanju in ko tukaj imam ministre septembra meseca prvič, jaz upam, da bo COVID razmere to dopuščale, takrat lahko kakšen dogodek naredimo tudi na temo pomorstva, tudi v luči arbitraže. Če sami ne bomo tega povedali, potem nihče drugi namesto nas ne bo to govoril. Kljub temu, da smo ogromno priložnosti kot pomorska država preteklo smo zamudili, verjamem, da ni vsega zamujenega, da ne bi vsaj kakšen kamenček skušali nadoknaditi. Vse besede so odveč, če ni dejanj. Jaz se bom zahvalil za povabilo, gospod Podobnik, obljubljam pa gospodu Kovačiču, gospodu Duhovniku, Štebetu, Marjan tebi in vsem ostalim, ki jih drugi tir zanima, da me boste lahko raztrgali v pričo mene na ministrstvu. Jaz sem vesel diskusije, sem borc in fighter in gremo naprej. Hvala lepa, Jernej. Najlepša hvala za ta pripravljenost za pogovor z zainteresirano civilno družbo in javnostjo. To je dokaz, da res želiš narediti to, da se nočeš skriti, ampak da želiš in si pripravljen na to soočenje in najlepša hvala za to današnje sodelovanje. Zdaj je kar nekaj prijavljenih. Jaz predlagam zdaj, ker je ura 3, ker se minister je poslovil, da zdaj najprej predstavi svoj pogled gospod Franci Pliberšek, potem pa o obeh temah, potem o teh temah nadaljujemo pogovor. Doktor Duhovnik me je pa upravičeno kritiziral tukaj, da če je držalo to 3 minute ali ne, to je res tudi moja napaka, priznam. In prosim še enkrat, ko imate te tekste, pošljite na ta mail in bomo vsem, ki ste tu sodelujete, tudi jih posredovali vaše poglede. Gospod Pliberšek, izvolite, beseda je vaša. Ja, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Hvala za povabilo. Nekako, da vam strnem svoje misli. Svoje misli sem nekako dal v 3 sklope, kako so razvojne priložnosti Slovenije, ena sklop, drugo, kako smo to delali v našem podjetju zadnjih 30-33 let in tu je v bistvu, kje so možnosti Slovenije, bom rekel, za danes in jutri. Tako kot je tudi že minister Vrtovec povedal, jaz sem vesel, ko sem ga parkrat poslušal, televizije veliko ne gledam, ampak njegovo delo je odraz, bom rekel, da so neki premiki nastali, ki so dolgo časa, bom rekel, pogovarjamo o tem, ampak sedaj so se določeni premiki na tej infrastrukturi res zgodili. V drugi fazi bi se rad zahvalil, v bistvu, ko smo rekli, da moramo biti veseli, da živimo v varni državi, v državi, kjer ni kriminala, kjer imamo kolikor toliko dobre pogoje bivanja in kjer tudi naši zaposleni ne živijo v takšnih razmerah kot drugod, tudi v zahodni ali tudi v vzhodni Evropi, da ne govorim na Kitajskem in podobno. Tako da to vsem tistim, ko ste naredili kaj dobrega za to, res pa tudi je, da smo sanjali leta 90, da bomo postali druga Švica, ampak tudi lahko bi, če bi seveda šli po poti, da bi delali vsi dobro za naše državljane, da bi ustvarjali delovna mesta, ki imajo visoko dodano vrednost, ker bi delo in znanje postalo vrednota in ne tako, kot se je dogajalo v preteklih letih, da smo zadnjih 10 let izgubljali po 8000 Slovencev, ki so z izobrazbo druge stopnje, prve stopnje zapustili Slovenijo. Vemo, da je škoda, ki je pri tem nastala več kot 2 milijardi,
vsak inženir stane okoli 250 000 evrov, da ga lahko izšolamo od vrtca pa tja da postane inženir. Tako da tu je velika, velika štala, res pa je, da moramo gledati res, kaj bomo naredili dobro za jutri, ker ti nima se smisla, da se nekako vračamo v preteklost, ki nas v bistvu razdvaja, pa naj bo tako za leve, kot za desne, za črne, kot za bele. Bistvo je, da bi se morali soočiti predvsem to, kaj bomo pustili Slovenci našim otrokom in vnukom in kako bomo živeli jutri. To je bilo tudi moje pismo, ki sem ga napisal leta 2014, takrat levi vladi Bratuškovi, še pred 2 letoma sem napisal podobno pismo tudi desni vladi in če gledamo, kaj smo pisali v tej poziciji, kje so priložnosti v teh pismih. To pismo je bilo tudi najbolj brani članek v letu 2014, ki je bilo objavljeno v Financah, tudi je verjetno pustil neki pečat in če sem ga danes šel še enkrat prebrati, sem videl, da se je le malo stvari v bistvu obrnilo v prid Sloveniji. Tako da jaz se ne bom spuščal preveč v podrobnosti posameznih projektov, sigurno bi cenil, da bi morala Slovenija in slovensko šolstvo nameniti več izobraževanju naravnim, v bistvu ne družboslovnim, ampak naravnimi poklici, kot so inženirji, kajti vemo samo, da dodana vrednost je samo le v dodani vrednosti na produkt, na artikel, takrat lahko dobro plačaš svoje delavce in tako naprej. Skratka, perspektiva razvojne priložnosti Slovenije so predvsem v produktih, ki imajo visoko dano vrednost v turizmu, ne glede, da je zdaj COVID, enkrat ga bo tudi mimo, tam lahko prodamo veliko naravnih, bom rekel, dobrin, kvalitetnega, bom rekel, sadja oziroma kvalitetne hrane, ki imamo v Sloveniji in predvsem gledamo, kako bomo ponudili velike benefite v bistvu našim Slovencem in Slovenkam, kako bodo lažje delali, kako bodo imeli boljše pogoje izobraževanja, boljše pogoje življenja in tako naprej. To so nekako v bistvu smernice, v kateri lahko gremo. Normalno pa je, da se v bistvu ceste, železnice, v bistvu naše žile, po katerih teče kri, in če določeni deli, kot vidimo, Bela krajina, Koroška in tako naprej, ko so malo odrezani v stran od tega, bom rekel, nimajo te infrastrukture, se tudi tako gospodarsko ne razvijajo. Prav dober primer je, kako smo Kočevje po velikem sponu župana Kočevjega Vladimirja pripeljali tudi lahko, bom rekel, tuje investitorje in obudili industrijsko cono, ne samo za Yaskawa, ampak tudi za druge dobre podjetnike, manjše in velike. Tako da, bom rekel, to je sigurno priložnost. Treba je spodbujati nova delovna mesta z dodano vrednostjo, delovna mesta, ki prenašajo, bom rekel, dobro, se pravi, da ne osnažujejo okolja in podobno. Skratka, to se mi zdi nekako, da je cilj teh stvari. Prav ta namen sem tudi kot član SBC-ja, če veste, to smo slovenski garažarji, ki smo začeli iz nič in danes nekaj naredili v teh 30 letih ali celo več, bom rekel, predlagali določene rešitve. Prav ta moje pismo, ki sem ga napisal 2014, smo to tudi navajali, kako bi lahko Slovenija lahko povečala proračun za 10%, nekako tako, da bi uvedla za tiste podjetja, ki dobro delajo in tudi državna uprava. Vemo, da tudi v državni upravi sigurno dobra tretjina ljudi dela zelo dobro, če ne bi stvari funkcionirale zraven, da bi lahko nagradili tako, da bi imeli dodano vrednost oziroma da bi imeli nekako lahko tudi 13. in 14. plačo, kar je cilj teh stvari. 13. in 14. plače bi lahko, takrat smo delali ocene, namenilo približno 1/3 podjetij. Cilj je bil tudi takrat, da bi se po vzoru Avstrije bila 13. in 14. plača obdavčena samo 6,5% in na ta način bi lahko v bistvu ena plača je bila okoli 750 milijonov, bi lahko bilo 1,5 milijarde določenega dodatnega, bom rekel, kapitala, ki bi se obračal naprej. In če vemo, da se po vzoru Avstrije 80% tega denarja zapravi v naslednjih 3-4 mesecih, pomeni, če se denar zavrti v roku 3 do 4-krat, imamo 4 krat 22% DDV-ja, spet, bom rekel, spet 90% tega denarja notri. Na ta način bi lahko v bistvu enostavno se proračun povečal, vemo pa tudi na multiplikativne učinke, bom rekel, ki se zgodijo, ko se pojavijo določeni v Sloveniji tudi kakšna 1,5 milijarde stvari naprej. Če gremo malo bolj podrobno, so podobno uvedli tudi Madžari, še z veliko boljše. Rekli so, da se od 13. 14. plače plačajo, izkoristijo v bonih in se koristijo samo na Madžarskem.
bom rekel, to pomeni, da se v bistvu ves denar ostane notri, da ne grejo v tujino, kar pomeni še dodatni razvoj predvsem tega malega in srednjega gospodarstva, kar je v bistvu steber v bistvu razvoja, bom rekel, naše države. Tako da jaz mislim, da bi mogli biti dodana vrednosti vsi to, ki se borijo za boljše pogoje dela, tako levi kot desni, bolj upoštevati, poslušati tiste stvari, a pa recimo uspešne Slovence. Slovenci imamo zelo uspešne posameznike, če vemo, da je Slovenija sploh nastala, že Slomška, ki je delal to pred 100 leti, pa tudi Majstra, ki pa sta postavila meje, bom rekel, današnje Slovenije. In tudi vsem tistim, ki ste veliko naredili, da je Slovenija postala samostojna, lahko rečem lepa hvala. Res pa je, da je treba to pravilno voditi. Malo sem žalosten, ker verjamem, da bi lahko se zgodilo več, da bi lahko Slovenija postala druga Švica, če bi bili določeni inženirski poklici bolj uveljavi, da bi se poslišalo, da bi se podpiralo določena industrija, ki imajo visoko dodano vrednosti, da bi bili ponosni na znanje, na razvoj in da bi te poklice tudi, bom rekel, dodatno stimulirali. Jaz mislim, da je bilo cilj vsakega podjetnika, bom rekel, da sledijo tistim, ki dobro delamo. Jaz sem si postavil za letošnje leto cilj, da imajo vsi naši zaposleni, sprejmejo anekse, ki povedajo, da več, ko bodo delali, višje bodo imeli lahko plače redne. Enako tudi, da lahko jim plačamo regres, ki je lahko 1000 evrov minimalni ali maksimalno 1800 približno, nekako da nagrajujemo tim ljudi, ki bo dobro delali in da tisti tim lahko dobi v bistvu tudi povprečje ali Jurja 200, Jurja 400, Jurja 600, skratka maksimalni v enem timu pa lahko preskoči za 2 razreda naprej. Skratka spet stimulacija, kar bo pomenilo dobro za razvoj firme, kajti več kot zaposleni naredijo, več lahko in mi kot lastniki imamo in to je zelo enostavna zgodba vsega posameznika, podjetnika, ki je začel iz nič. Prav tako tudi, da bodo lahko imeli, tako kot imajo Avstrijci in Italijani, 13. in 14. plače obvezne, kar pomeni, če bodo tisti, ki bodo dobro delali, ki bodo imeli rezultate, lahko konca leta, v bistvu do 20. decembra se jim štejejo rezultati in lahko avtomatsko dobijo 23. povprečje zadnjih 12 plač, se pravi od decembra do novembra, tako na nek način stimuliramo res tiste, ki želijo. Kar hitro ugotovimo, da se pri takem razmišljanju v bistvu, da največ odnesejo ne samo, bom rekel, zaposleni, ki dobijo dobre plače, predvsem pa tudi podjetje, ki je bolj močno, bolj stabilno, bolj trdno, bom rekel, in lahko kosa se v bistvu za svojim znanjem po svetu. Vemo, da je Slovenija nas je 2 milijona, da to pravzaprav nič ni, če nastopaš na enih evropskih trgih, kot je nemški trg, ali pravzaprav sedaj trudno vstopam sam, vemo tudi na ameriški trg v Kentuckyju, želimo narediti proizvodno za prezračevalne naprave, katere imamo. Tako da nismo nič, tako kot so bili naši športniki, kulturniki zelo uspešni na olimpijskih, na svetovnih prvenstvih, treba, Slovenci moramo bolj verjeti v sebe, moramo nekako bolj spoštovati se, ne smemo biti ponizni, moramo biti ponosni na naše rezultate, ker vemo le, da samo znanje še enkrat, znanje in trdo delo lahko prinese rezultate. In tako lahko dosežemo svoje sanje, da bomo imeli uspešno državo, še boljšo kot danes. In naj bo edino merilo, kot je pravi Einstein, edini vir znanja so izkušnje, izkušnje tiste, ki so v praksi narejene. Mi imamo zelo veliko ljudi, ki lahko filozofira, pa govori, kaj bi lahko naredili in tako naprej, ampak dejstvo je, da šteje samo goli, ki si jih dal na tekmi, dobro odran rezultat, namreč ne šteje, če si dober špilil, pa si izgubil tekmo. Tako da, to so nekako moja razmišljanja, ki bi jih rad dal, bom rekel vam, kako smo pač delamo v našem podjetju in verjamem, da Slovenija, ko zdaj predseduje 1.7. naslednjih 6 mesecev, lahko na velikih dobrih primerih pokažemo, kako smo to naredili. Sedaj smo bom rekel, v COVID, do leto dni, bo zdaj, kaj smo zaprli državo, oziroma mislim, da bo to jutri, po jutrišnjem, ampak dejstvo je, da veliko stvari se je dogajalo dobrih, veliko stvari se dogaja slabih, predvsem je tle premalo znanja, predvsem je treba poslušati bolj, da COVID virusi se bodo širili manj, če bodo v bistvu se prenašali, če bodo prostori bolj prezračevani, ker vemo, da virusi se v glavnem prenašajo preko aerosolov, ki tudi objavlja Nature že lansko leto dni, tako da bolj, ko so prostori prezračevani, bolj kvalitetno, ko imamo, bom rekel, bivanje v prostoru, če imamo koncentracijo ppm po 1000
enot je prenos, bom rekel, teh virusov, bilo katerih bodo, ali gripe, ali COVID, ali podobnih skupaj, bistveno manjše, tako da imamo priložnosti, da lahko te stvari delamo. Prav zdaj, lansko leto nismo dobili nagrado ZRMK-ja na sejmu Dom, glede kvalitete gradnje, takrat je bilo rečeno, ja, veste, tisti, ko dobijo nagrade, bi pač morali poskrbeti, da bi dobili več posla na državnih projektih. Jaz sem rekel, da to ne rabijo delati, ampak naj država poskrbi, v bistvu vsi investitorji, da bodo kvaliteta gradnja pravzaprav tako, da če se, kako reče, da se bo objekti, ko stanovanjski sklad zgradi svoje stanovanje ali do drugi, da bodo kvalitetne gradnje, da bo rekli, da bojo okoli 20-25 kWh, potem morajo to v bistvu preveriti čez 3 leta, točno koliko je res dejanska poraba energije v teh stanovanjskih, bom rekel, blokih in podobno, in dejansko koliko je bilo zračunano. Ko bomo delali te stvari, potem bomo ugotovili, da bodo določene prve bančne garancije v bistvu gradbenikov in podobno, da v bistvu piše se eno, dela se drugo. In vsem tistim podjetjem, ki dobro delamo, v bistvu nek način smo prikrajšani po te zadeve, na drugi strani pa v bistvu imamo potem objekte, ki trošijo veliko energije, smo veliko uporabniki potem energije in to posledično tudi CO2, kar ne pomeni, da smo dana vrednost. Da ne bom šel, bom rekel, preveč naprej, skratka, perspektiva Slovenije so v teh trajnostnih zadevah, v energetski sanaciji, ki govorimo dolgo časa, nekaj se premika zadnje leše, predvsem pa, da imamo celovito prenovo, da nimamo bolanih hiš, ki imamo trenutno v Evropi 1/3, imamo zelo veliko astm, raznih drugih bolezni, ki iz tega izhajajo in ker trpi naš, bom rekel, zdravstveni sistem zaradi tega, tako da tukaj imamo veliko znanja, podjetja nastopamo, imamo znanje, mogoče smo doma premalo slišani, bolj slišani, bom rekel, v Ameriki in v Nemčiji, ker so pač tam se ceni znanje, ne pa samo, bom rekel, veliko govorenja, ampak če imamo rezultate. In to je tisto, kar šteje. Tako da moj nasvet bi bil, kaj sem v teh 30 letih naredil, da bi naj vsi podjetniki, vsi politiki, skratka vsi kulturniki, vsi športniki gledali, kakšne benefite bomo nudili za svojim načinom dela sam sebi, predvsem pa družbi, v katerem smo, da ne bomo zaprti. In tle bi rad poudaril, za konec tudi smo se prej pogovarjali o bujanju podeželja, mi imamo odlično podeželje. Sam sem leta 2019 pa 2013 tudi prekolesaril, drugič prehodil Kamino, bom rekel, severni del Kamina, čez 1000 kilometrov v 32 dneh. Bistvo tega je, da sem se tu postavil cilj, da zdaj ustvarjamo tudi slovenski Kamino, ki gre od Kobilja do Trsta in od Bergane pa do Višarje, gor čez križ slovenski, predvsem bistvo tega, da bi obudili podeželje skupaj in s tem projektom, ki ga pelje Bogovič Smart Villages, smo nekako ustanavljamo zavod Kamino, ki bi ne obujalo podeželje, obujalo alberge, v bistvu, ki bi lahko bili v teh malih kmečkih turizmih, gasilnih domovih, društvih, raznih cerkvenih, bom rekel, opuščenih šolah in podobno. Imamo veliko šol na podeželju zaprtih, ustvar noter, bom rekel, dobre pogoje dela, ker bi lahko spodbujali socialno podjetništvo, predvsem pa dali priložnost mladim, da bi se zavedali, bom rekel, svojega koraka in hodili po lepi Sloveniji, kajti Slovenija je v bistvu še lepša kot Španija in Španija velja to pot, prehodi v bistvu Španijo okoli 70 000 ljudi, celotno traso, v bistvu zadnjih 200-300 km pa pol milijona ljudi in tudi sam sem si z ekipo postavil cilj, da bi to pot Slovenijo lahko v naslednjih 3-4 letih pohodilo od 150 pa do 300 000 ljudi. Skratka, evo, toliko malo v teh zadevah, tako da jaz verjamem, da bodimo ponosni, ne bodimo pesimistični, kot je rekel prej minister, kar nekaj mladih ministrov, jaz bi jih pohvalil, ker vidi se napredek, bojo naredili kakšno napako, ampak to nič za to, napake se vedno dogajajo, napake dela tisti, ko kaj dela. Tisti, ko sam blebeta, ne more nobene napake narediti, pa to je največja napaka. Evo, toliko z moje strani, tako da za vsa vprašanja sem vam v bistvu na voljo, pa še nekaj bi mogoče poudaril, sedaj, ko smo v Evropski uniji, ker imamo ta sindrom bolanih hiš, mogoče sedaj CER, Center energetskih rešitev, ZRMK, ZAK, tudi NZI, Inženirska in turna zbornica pristopila projektu k kvaliteti bivanja. Ustvarjale se bodo meritve v objektih, ki so že sanirani skupaj,
in bodo merili, kakšna je kvaliteta zraka v prostorih, se pravi pred sanacijo, po sanacijo, namestili bomo senzorje, jih merili 3 tedne, na to dali noter prezračevalno napravo in gotovili v sosednji prostor, ali stvar funkcionira ali ne. Skratka, vse bo online, vsi bodo lahko merili bomo lahko temperaturo, vlago, VO2, CO2, radon in podobno, predvsem kvaliteto zdravja, da bo čim manj teh virusov in v bistvu stvari. To so nekako stvari, da vsi, ki vas to zanima, boljše kvalitete bivanje, pomeni višjo dodano vrednost, vas vabim, da pristopite k temu projektu, ki organizira CER. Bistvo tega pa je, da vsi ti, ko bomo nekako delali, če bomo prezračevali, odpirali okna, gre nam energija ven, bomo več potrošili energije, bomo dali več CO2 ven, z odličnimi prezračevalnimi sistemi, ki jih poleg nas delajo tudi druga slovenska in evropska, bom rekel, podjetja, bom rekel, pa s tem način, v bistvu, če vzame država na rentanje prezračevalne naprave, se pravi za naslednjih 5 let, v bistvu bo da za to plačala 15-20% energije, prišparala bo pa recimo 35 do 50%, tako da kljub temu lahko je še vedno prišpara 15-20%, pa ima boljše kvalitete bivanja, prostore za bivanje, manj bolezni, manj prezračevanja, manj dojo hrupa in podobno. Evo, to so neke izkušnje od mene, ker sem po stroki arhitekt. Sicer tam piše Jernej Merz, jaz sem Franci Pliberšek, arhitekt, bom rekel oče, bom rekel 3 otrok, ki svojo podjetniško pot peljem že leta 87 dalje. Sem pripravljen na vsa vprašanja, možda še malo čez, ampak upam, da nisem bil dolgocajten. Ja, najlepša hvala, gospod Pliberšek. Jaz verjamem, da bo zanimiv pogovor naprej. Tudi sam sem bil pri vas pred kratkim, res zanimiv pogovor, vizionarski pogled in res se mi zdi prav, da odpiramo tovrstne razprave, poglede pri tudi ljudeh, ki tudi osebno take projekte peljejo. Zdaj, jaz sem zdaj tu najprej malo pravičen, ker je bila kritika te 3 minute. Tudi sam, čisto odkrito povem, nisem ocenjeval, da bo toliko ljudi, toliko interesa in dejansko 3-minutna razprava, če hočeš nekaj vsebinsko povedati kot nekdo, ki neko zadevo sistematično spremlja in jo želi nekako predstaviti, je dejansko 3 minute premalo. In to je tudi neka izkušnja za naprej, da verjetno smo šli v nekoliko preveliko širino. Danes bo tudi ta izkušnja. Zdaj, jaz sem spregledal, tam je bilo veliko teh četov. Gospod Alen je želel nekaj ministra vprašati, gospod Kovačič se je javil, doktor Duhovnik se je javil. Najprej tako tisti, ki ste želeli v zvezi z drugim tirom, ki ste že bili aktivni pri tem, ali pa kot bivši poslanci, ali sicer želite sodelovati na pogovoru, ki ga bomo definitivno imeli pri ministru, ker je povedal in jaz bom takoj jutri šel v ta kontakt za to, da dobimo tudi termin, ste povabljeni, prosim, da ali na chat ali na mail napišete, da želite sodelovati in boste na ta pogovor, jaz sem zelo vesel, da je minister to sam ponudil, boste tudi povabljeni. Tako da predlagam, da to temo toliko odpirate, kolikor se vam ocenjuje, da je danes potrebno. Minister danes pač tu ne more več odgovarjati, verjamem pa tudi, da je vprašanje relativno kratkega časa, ko bomo dejansko pri njem lahko te stvari celovito obravnavali. Preden dajem naprej besedo, še to poklicno me je Ivo Hvalica, danes žal zaradi pogreba prijatelja ni mogel priti, je pa dal en konkreten predlog, je rekel, zelo zanimiva tema. Predlagal pa bi, da v zvezi z projektom okrevanja in odpornost teh sredstev, ki se bodo v Evropi in tudi v Sloveniji dajala za ta namen, da kot je zdaj razprava med koalicijo in opozicijo v parlamentu, da bi bilo dobro v okviru možnosti vendarle narediti tudi eno širšo javno razpravo, kajti to je temeljno vprašanje, kako ta razvojna sredstva optimalno uporabiti. Torej prenašam tudi to njegovo pobudo. Zdaj pa je prvi se je javil gospod Kovačič, potem gospod Alen, ne vem, bi postavil to, in doktor Duhovnik. Prosim. Mikrofon, prosim. A bo gospod Pliberšek tisti, ki bo zdaj lahko odgovarjal, ker se jaz hotel na njega obrniti? Lahko. Ja, evo, Vili Kovačič ima besedo, prosim, potem pa doktor Duhovnik, oziroma prej še gospod Alen, če bo to vprašanje tudi postavil, ki ga je želel. Prosim. Ja. Gospod Kovačič, izvolite. Žal se zgodi vedno to, da minister, ko se začne, ko je živo in medias res, ni prisoten. To je pa nas stalno tako. Za tistih
uvodni in tako naprej, glomazni, čeprav moram reči, se strinjam s tistim večino. Ampak za tisto, kar je problem, mi se imamo o problemu pogovarjati. Ne o tem, kaj ima on načrt. Kaj je v njegovih načrtih problem. To hočemo mi. In zato je to, kar je Tomaž tebe povedal, bistveno. In z tega stališča je tudi napoved, da bo on, ker se noče pogovarjati do sedaj se ni. Veste? To je nula od nule, naše prizadevanje je polletno za sestanek z njim. Kaj se to pravi? Neverjetna aroganca in potem fraze o sodelovanju, o tem, da bomo debatirali in tako naprej. Tukaj sem pa zelo razočaran tudi za ljudi iz obale, prihajajo, ne? Pa drugi tir jemljajo kot dejstvo vladni projekt. O drugem tiru je pravzaprav bebavo govoriti, da ga rabimo ali ne rabimo. Mi ga rabimo, ampak drugačnega, dvojnega. In seveda takega, kot smo že govorili, mnogo pisali, ampak niti pisati ne moremo. Tako smo danes omejeni, da je tudi cenzura 100% na vseh televizijah. Zato se sprašujem danes, na kateri televiziji bomo mi tele naše stališče lahko objavili. Garantiram, da na nobeni ne. Mi smo danes zaprta skupina, ki eden drugemu pravzaprav probleme sporoča. Tisti, ki pa odločajo, so pa daleč stran. Ne? In tam so tiste milijarde. Pri njih, ne pri nas. Projekti, ki so zdaj alternativa temu, drugemu tiru, predvsem opozarjam gospoda Pavliha. On govori o drugem tiru, jaz tudi. In tudi, da ga rabimo, ampak ne rabimo takega. Po logiki Butalcev, če bo ploščata, bo lopata, če bo špičaca, bodo vile. In po tem principu voluntarizma političnega, ki smo ga podedovali že odprej. In tudi na T6 je isto bilo. Kjer za diskusijo, za vsebinskih problemih ni se smelo govoriti. Tudi tukaj zdaj z dvoletno zamudo ministra lovimo za besede, ministra prvič, ne, čeprav je on bil soudeležen na seji odbora za nadzor javnih financ in proračuna, veste, kjer smo sprejeli zaključke, da se morajo tedanji vladi, obvezo smo dali, ne, da se mora alternative enakopravno obravnavati in upoštevati. Takrat je bilo tudi dano sporočilo oziroma sklep za Računsko sodišče, ki danes 2 leti, zamislite si, 2 leti potem molči in se izogiba te teme. Čeprav ima možnost, da celo na Evropsko sodišče direktno pristopi, kamor mi državljani sploh ne moremo. In ta paradoks govorjenja o nečem, ponavljanje fraz o tem, da rabimo drugi tir, se meni zdi prav bebavo. Nam rekel, sem že povedal butalsko in se mi upira. Zato bom šel k ministru, samo v primeru, da gre kvalificirana skupina, ki bo njemu natočila čistega vina. Z argumenti alternativnega predloga. Ne, da bomo tam spet v velikem zboru, kot danes, jamrali, govorili o vizijah, naredili pa nič. In na koncu pa pride ugotovitev, je prepozno. Pazite, jedrska elektrarna na Dunaju je bila po referendumskem rezultatu ukinjena in nobenih problemov niso imeli. Sam tam so imeli drugačen referendumski sistem. Če bi imeli mi takega, kot so ga oni imeli takrat, bi danes ta projekt ustavili. Ampak še vedno ni prepozno, manjka pa to, kar sem govoril, politične volje. Politične volje pa ni, zato ker je tole projekt za napajanje korupcije 45 let.
Je pa bistvo tega Pirnatovega zakona, ZIUGDT se imenuje, ne, kjer 20% prihodka drugega tira daje na razpolago oblasti, ki ta drugi tir upravlja za kakršnekoli namene. Veste, to je sistemsko vgrajena korupcija. Nihče se na to ne... Hvala lepa, Vili. A lahko tisti del, kot smo rekli, se pošlje, da bomo vsem prepostali? Kaj se pa jedrske tiče, jedrske elektrarne? Ni samo drugi blok možnost. Mi moramo prvi blok dobiti nazaj, da ga bomo imeli v celoti. Ponudimo Hrvatom, ki imajo mnogo boljše prostorske možnosti, 100-krat boljše, da ga odplačamo, da bo naš. In 350 megavatov bomo imeli takoj na razpolago. Samo o tem ne razmišljajo. To pravimo naprej, je nemogoče, to se ne bo dalo, s Hrvati se ne da in tako naprej. Nihče ni poskusil. Ja, hvala lepa, Vili. Predlagam, da kar imaš tej pošli, pa bomo vse to vsem poslali. Mene so zdaj 3 opozorili, me poklicali, da prosijo, ker je zdaj 6 prijavljenih in obljubim, da karkoli boste pisno poslali, boste danes vsi dobili, vključno z ministrom, vključno z novinarji, vse, kar imate pripravljeno. Marjan, na kateri? Na mail, ki je na chatu tukaj, Društvo poslancev 90, iz tajništva Društvo poslancev 90, te bodo nemudoma poklicali zdaj in ti poslali mail. Hvala lepa. Lepo pozdravljam tudi našo podpredsednico društva, gospod Alenko Jeraj, pa člana Računskega sodišča Evropskega, gospoda Cvikla, ki se je tudi javil k besedi, da je dal besedo dr. Duhovniku, gospod Alen, gospod Cvikl, potem pa naprej. Izvolim. Dober dan, hvala lepa za povabilo, hvala lepa za besedo. Pozdrav vsem znancem in neznancem, vsi se več ali manj poznamo pri 2 milijonih, to ni noben problem. Gospod Pribršek je dal perfektno iztočnico in škoda, ker ni gospoda Pavliha, ker je tudi najbrž on kot ex-minister odsoten in je namenjen samo v prvi rundi, da sodeluje. Ampak pristop k holističnem razumevanju življenja je prav večkrat poudarjen iz družboslovne smeri in zato inženirji nimamo pravice, kaj šele, da bi razmišljali, sploh pa nimamo pravice do odločitve. Primer. Poglejte, gospod Pribršek, jaz sem bil tudi pri vas, ne, točno veste, ker smo se pogovarjala o prezračevanju pa to. In takrat smo se pogovarjala o vašem prezračevanju spodaj pod oknom, to je zdaj 10 let, ne. In, veste, vsa ta jaga arhitektov, ki so govorili, kako je treba imeti 0 vatov porabljene energije v stavbi, se je zgodilo to, da so pozabili, da človek celo rabi kisik. Kisik je pa od 21% pa do 8%. In veste, kako rešimo problem človeštva? Zmanjšati je treba količino kisika na 11%, in problem je na 3 milijardah rešen. To je sicer grobo, ampak to je klasičen biološki pristop pri holističnem pregledu. Okay? Zdaj pa, gledajte, škoda, ker je šel minister, ne, jaz upam, da bodo ostali poslanci, ker bodo tudi vključeni v mojo diskusijo, ki sem jo pripravil, nikakor ne bom vpletal okoli drugega tira, ker imam jaz teh štosov, strokovnjakov, faliranih študentov, ki potem na stare leta pridejo v državne službe in delajo trapaste projekte dovolj. Sem dosti povedal, da pa šel kar konkretno. Poglejte, vsaka javna investicija se začne z DIP-om. To je identifikacijski dokument, ki določa, kaj bomo kaj gradili. In v tistem času se seveda takoj ustvari neka določena tehnična rešitev, ki je praviloma zastopana v tistem okviru znanja in sposobnosti, ki jo ti strokovnjaki naredijo. Da grem naprej, takoj za tistem se ustvari mreža strokovnjakov, na infrastrukturi je to spleteno gnezdo na Masarikovi pod vodstvom ekonomista Kača, ki imajo samo 5 jurjev plače na mesec, ker so pač strokovnjaki in imajo državno pooblastilo, da se bo privatnike izbijajo ven od nadzora do projektiranja. In ta mreža strokovnjakov deluje po principu, da je šef oddelka tisti,
ki ima srednjo izobrazbo, zato ta ne kadruje nobenega, ki ima višjo izobrazbo. Pri inženirjih projektantih pa je to tako, da se dobi praviloma skupaj projektanti, ki so študirali 6 ali več let in s takim pomanjkljivim strokovnim znanjem rešujejo probleme, ki se na koncu praviloma končajo tako, da izračunajo, koliko je kubikov zemlje treba premetati, koliko betona je treba vgraditi in veste, kje je glavni dosežek gradbene stroke, da te stari mostovi po Sloveniji vsi razpadajo zaradi betona, zaradi soli, ta novi pa ne zaradi tega, ker dajo noter polimerne dodatke in vlaga sol ne pride do tega betona. Zato smo porabili tudi 20 let, da so ti gospodje prišli do tega znanja. Jasno, kot faliran študent tega ne moreš znati. Potem pa pridejo ti projekti od faliranih študentov do javne publikacije in pridejo, ne morete verjeti, ker se je gospa Jerajeva vključila, pridejo do klopi izjemno študiranih poslancev, kjer je ugotovljeno, da zdaj v tem primeru ta zbor poslancev, več kot polovica novih je prišlo kot tehnološki presežki iz Zavoda za poslovanje. To je dokument, nič drugega nisem povedal. Potem pa, ko oni pridejo tja in odločajo o takih projektih, jasno, da to ne morejo odločati, ker je to nemogoče. Zato se tista krivda tehnično pomanjkljivih projektov vleče naprej, ko je rakača in oni samo z notranjim občutkom klasičnega politika, recimo v Velenju bojo pa knapi, se odločajo za to, da bojo v Velenju, kljub temu, da ga je minister za ekonomijo, gospod Lahovnik, podprl projekt in potem pride v Velenje T6. Zdaj pa da boste vedeli, kje je ta problem. T6 moram posebej povedati. Ta T6 je bil na mesto 562 milijonov, 562 megavatov, na lešč narejen za 720 megavatov, da so morali delati nove projekte in ta rezultat, ker zdaj General Electric, plačuje nazaj 300 milijonov za svinjarijo v slovenski energetiki, ta projekt je bil že vnaprej obsojen in zato sem hotel posebej izpostaviti, da takrat, ko je Kovačič sprožil ta problem, so ga imeli za neumenga in nekateri pošteni meščani iz Ljubljane za pijanca. Dajmo se pogovarjati tako, ampak fair, brez, razumete, kako se v Faber pogovarjate, saj veste, gospod Primošek. Daj pa, da boste vedeli, v čem je zgodba, gospodje poslanci, bivši in novi. Salonit Anhovo, prvi direktor Vižentin, je dobil nagrado Gospodarske zbornice Slovenije. Tam ga negujejo kot gospodarstvenika in je prvi gor na platoju napisan, da je dobil nagrado Gospodarske zbornice. Naša generacija pa plačuje stroške zdravljenja, čeprav je azbestoza bila poznana iz egipčanskih časov v 6. do 8. stoletju pred Kristusom. Ne pred našim štetjem, pred Kristusom. To je bistvena razlika. Ker če je pa našem štetju, ljudje sploh ne zastopijo. Če je pa pred Kristusom, se pa ustraš. T6. Projekt je bil za reševanje Šaleške doline. Ne morete verjeti, ljudstvo se je zjokalo. In zjokalo se je tako, da mi sedaj redno vsako leto plačujemo 42 milijonov evrov kazenskih točk Evropi za, to je pa še hujš podatek, za 250 rudarjev, ki so v frontni liniji, kot strugari za mašino, ves svet, 1000 ljudi pa zraven poskuša razumeti, kako rudarji težko živijo. So pa na svetlem, pa na toplem, pa fejs plače imajo. Nimajo nobene zveze z montanisti. Samo lahkujejo jih, so globoko socialni tipi. Naslednji problem. Prav omenjen projekt drugega tira, sem vam vse dotaknil. Slovenci so skupaj z Italijani zataršali slovenske zamejce in so Italijani potegnili tir čez dolino. Čez slovensko dolino, občina slovenska, slovenska zemlja, zato, da bi Slovence razdelinili. To je ne bilo enostavno odkup, javno dobro, pa gre vse skup maloro. Potem so pa se hitro zmenili, to je bilo majhen pred obdobjem gospoda Pavliha, da to pa Italijani odstopajo in potem so tiste trapaste vijuge potegnili tako, da so 20 let projektirali. Zdaj pa gremo ta zadnji podatek od včeraj. Po 20 letih projektantje naredijo tak projekt, da Hevka
včeraj izjavi, nekaj je bilo dodatnih del, tudi od projektantskih napak. Za 15 milijonov je 3 milijone projektantskih napak, to je 20%. Kdo bo to obračunal? Kdo upa to obračunati? Zato je naslednja, še drug projekt. Kanal Cenač-Ljubljana. Projektiral se je kanal iz betonskih cevi, jasno, gradbeniki, čim več betona, tem boljše, ne? Ampak, veste, točno tam teče prelomnica med balkansko ploščo in srednjeevropsko ploščo. Tam so izviri tople vode. In vsak najbolj nesrečen študent, ki je v prvem letniku delal na tezni preizkus, na preizkušancu, ve, kaj je elastičnost. In namesto, da bi tam zgradili iz Alcaten cevi, po domače povedati, kot imate vi Lajtengo do vaše hiše, bi naredil iz Alcaten cevi, ne, slovenski strokovnjaki, falirani študentje, beton. In potem še eno cel not iz poliestra, ker če v njih počedev pa tako. Potem pa gremo na tretjo razvojno os. Rešitev se zariše čez polja, ki ga uničijo, izračunajo za tako traso, da je dražja, pa čist nič ne pomaga. Pa veste, zakaj je to? Zaradi tega, ker naravna povezava preko Arje vasi, ki omogoča bistveno boljše pogoje, ta Arja vas potem za sabo vleče bistveno cenejšo rešitev. In tak proces je možen samo za strokovnjaki, tisti, ki dobro poznate, tistih strokovnjaki, ki so pred 20 leti fascikli nosili za mizo, zdaj so pa vodja projektov. Z imenom pa ne bom imenoval, ker ni treba. Prav zaradi jaz bom sam še to povedal, gledajte. Če nekdo po 20 letih trdi, da se ne more tehnična rešitev spremeniti, potem lepo prosim, ne uporablja računalnik pred 25 leti. Odločitev je zelo preprosta. Nove tehnične rešitve prinesejo bistveno manj. In ko ste že govorili o elektrifikaciji, samo nesrečen človek razmišlja o enosmerni napeljavi. Izmeničen tok je elektrifikacija. In kdor bo to upal narediti, to je ta pravi dosežek. Hvala lepa. Hvala lepa. Tudi to je bilo sicer več kot 3 minute, sicer zelo zanimivo. Dajem naprej besedo gospod Alen in potem gospod Cvikl. Izvolite. Ja, pozdravljeni. Najprej bi se rad zahvalil za povabilo pa za besedo. Naj se predstavim, jaz sem tu čisto nov in z veseljem sem sprejel povabilo. Sem zamejec, kot me je definiral profesor Duhovnik na drugi strani meje, okoljski inženir in aktiven predstavnik zelenih v Italiji. Vprašal sem besedo oziroma imel sem vprašanje za ministra vezano na drugi tir. Sledim osebno tej problematiki že od leta 2010-2009, kar ni nekaj novega. Smo bili seznanjeni o tem projektu, še preden bi bili seznanjeni naši bližnji v Sloveniji. Živim v občini, ki v bistvu skozi celo mejo bo imela, mislim, ob naseljih ta projekt. Imamo tu naravni biser doline Glinščice in nedvomno bo vplivalo, to je naravni rezervat zaščiten z evropskimi direktivami. In vprašanje, v bistvu zdaj ne bi rad se spuščal v detajle tega, ampak vprašanje, ki sem imel za ministra, glede na to, da iz italijanskega časopisja berem posege odbornikov, deželnih odbornikov Furlanije, Julijske krajine, da so v tem obdobju, glede upoštevajoč tudi vse evropske direktive za čezmejne vplive na okolje in morebitne monitoringe in posledice, kako upravljati na teritoriju, seveda to govorim za zaščititi del, kjer živimo zamejci, Slovenci. Žal, zgodovinsko smo bili čisto rezani. Sem želel vprašati ministra, glede na to, da berem te članke na italijanskem časopisju, kjer odbornik za okolje pravi, da večkrat je spodbudil Slovenijo in vprašal
glede pojasnil drugega tira in vse to, kar zadeva za zaščito okolja, ampak tega ni nikoli prejel. Naj samo podčrtam, ker večkrat je bilo to očitano, da delamo proti Sloveniji. Ne, daleč od tega, jaz sem Slovenc, sem zamejec, sem tudi Italijan in si želim, da Slovenija se z razvojem infrastruktur in predvsem Luke Koper razvija. To je želja, ampak da se razvija upoštevajoč vse druge dejavnike, ki vplivajo na prebivalstvo. In seveda tudi si upam in oziroma bi si zaželel, da glede na izkušnje zgodovinske, kako potekajo dogovori med Italijo in Slovenijo, si tudi upam, da to sodelovanje med pristaniščem v Trstu in v Sloveniji oziroma v Kopru bi se razvijalo v smislu nekega čezmejnega sodelovanja oziroma da se povežemo v tem teritoriju in da na kak način to mejo, ki naj bi ne obstajala že vrsto let, ampak še vedno obstaja v načinu, ki imamo in žal marsikdo ima v načinu razmišljanja. In v tem evropskem duhu se ponovno zahvaljujem in se opravičujem, da vas bom moral zapustiti v kratkem, ker imam druge obveznosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Alen. Besedo dajem gospodu Cviklu. Izvoli. Hvala lepa, predsednik. Lep pozdrav vsem, posebej Franciju Pliberšku in seveda prej, če bi bil minister z nami, bi se tudi pozdravil ministra. Najprej seveda bi rad se zahvalil predsedniku in vsem, ki ste organizirali tale posvet. Jaz mislim, da je dobro imeti take posvete. Tudi se strinjam zelo s pobudo, ki si jo prej omenil, ki jo je tudi podaril gospod Hvalica, da bi imeli pogovor o tem nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, predvsem zato, ker vemo, da pač je vlada pripravila en dosti dolg dokument, vemo, da je v njem veliko razprave, vemo, da je tudi opozicija pripravila nek alternativni, jaz mislim, da rešitev je nekje vmes. Predvsem bi predlagal, da imamo ta pogovor v luči tega, kar je seveda Franci Pliberšek govoril. Slovenija bo vse svoje, če hočete, potenciale lahko izkoriščala samo, če bomo tukaj imeli delovna mesta, če bomo ustvarjali in imeli delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in če bomo seveda temu podrejeno pač delali vse tisto, kar država mora za to narediti, pa naj bo to infrastruktura, naj bo to logistika ali pa naj bodo to javne storitve v smislu zdravstva, šolstva in tako dalje. In tako se mi zdi, da je seveda bi bilo dobro imeti te pogovore o nacionalnem načrtu za obnovo in okrevanje, tudi o tako imenovanem partnerskem sporazumu z Evropsko unijo, kot se formalno imenuje na nek način dogovor, kako bomo porabili kohezijska sredstva, da ne omenjam seveda sredstva kmetijstva in razvoja podeželja, ker to bo determiniralo razvoj Slovenije v naslednjih 7-8 letih. In jaz mislim, Franci, jaz sem se srečevala že kar nekajkrat tudi v Londonu, ker sem bil gor, sem gor končal, jaz mislim, da tvoji razmisleki iz leta 2014 so še zmeraj aktualni, tudi te zadeve, ki ste jih omenjali v SBC-ju, ki dobro poznam, tudi akcijski načrt za višanje produktivnosti, ker pogovori mogoče nas v društvu 90, ker nismo tako zelo obremenjeni z vprašanjem, ali bi rekel, moramo pridobiti danes ali jutri politične točke, pač lahko mogoče da kako dobro pobudo. Tako da moje vprašanje, Franci, bi bilo predvsem to, kaj ti vidiš, mislim, še Franci še z nami, kaj ti vidiš kot glavne ovire, ki so trenutno v Sloveniji, zato da bi seveda ti lahko tvoj Kentucky naredil v Sloveniji, oziroma kaj in kako, kaj še ti pričakuješ od vlade, države, da bi ti seveda na nek način pomagala, ker seveda to je na nek način vloga poslancev, mi smo sicer bivši poslanci, ampak mogoče lahko kako dobro misel iz tega povzamemo. Zdaj glede tisti, ki ste mi pa pisali na četu, jaz sem bivši član Evropskega računskega sodišča, mi imamo zdaj že 5 let drugega člana, zanimivo je, da ne veste njegovo ime, to je gospod Samuel Rep, res, da ni tako zelo aktiven, ker pač dela bolj na kmetiji.
kmetijskih vprašanjih, jaz sem delal na njih drugih, ampak seveda gospod Samo.Jereb, eka.europe.eu zastopa naše interese in bo verjetno Peter Črnigoj in ostali še lažje odgovoril na nekatere pobude, ki ste jih dali. Toliko z moje stvari, jaz upam, da nisem prekoračil mojih 3 minut. Hvala še enkrat in imejmo te posvete še bolj pogosto. Zoom pa očitno je še lažji način sestajanja kot v kakšni dobri domači gostilni. Ja, hvala lepa, Milan. Mogoče preden dajem besedo gospodu Pliberšku, če je še kakšno vprašanje za njega, jaz bi kljub vsemu, smo 15:04, ja nič ne zaključujem, bi predlagal, da če je še kakšno vprašanje, kakšno mnenje, še enkrat povem, tudi gospod Cvikl je povedal, da bo sodeloval na tem pogovoru, ko ga bomo organizirali pri ministru in zdi se mi tudi zelo pozitivna ta pobuda, da tudi prav to za odpornost in okrevanje, se pravi ta projekt, da ga tudi skušamo čim širše. Mora biti povsem jasno, mi smo društvo poslancev 90, se pravi sedanji poslanci, recimo predstavnica gospa Alenka Jeraj tukaj recimo z nami, se pravi mi nikakor ne želimo prevzemati kakšnih funkcij, ki nam ne pritičejo, prav pa je, da karkoli lahko pomagamo, kaj sugeriramo, kakšno dobro idejo, kakšen korak v smeri recimo več sodelovanja, pa je gotovo dobrodošel. Če ni zdaj posebnega, bi mogoče dal kar pol gospodu, se je še kdo javil, sicer kar gospodu Pliberšku. Izvolite. Ja, hvala za vprašanje. Kar se tega tiče, res Slovenci se najdemo vse posod, tudi v Londonu pa v Ameriki, vse posod smo skupaj in to je prav, da se, bom rekel, tudi preko LinkedIna podobno me je poklical Milan in pa se srečala, tako da bilo lepo srečanje. Mogoče, da odgovorim na par vprašanj, moj naslov je franci.pliberšek @mik-c.si. V bistvu pismo, ko ste pisali, kje ga najdete ga na Financah. 2. januar je bil najbolj brano pismo v Financah v letu 2014, pa tudi na moji spletni strani, bom rekel, Franci Pliberšek, da ga lahko tam preberete, kaj bomo pustili Slovenci svojim otrokom in vnukom, kako bodo živeli jutri. Kar se tiče teh stvari, ko smo se pogovarjali, jaz bi se vedno rad obrnil na prihodnost, od prihodnosti živimo, od dodane vrednosti. Kaj bi si želel? Želel bi si, da bi, bom rekel, državna uprava nagradila tiste zaposlene, ki res dobro delajo še bolj, da bi lahko še boljše delali, kar pomeni, da bi bile določeni postopki še hitrejši. Če moram priznati, da se določene stvari že zdaj kar dobro odvijajo, ampak še vedno najdemo kakšne, ki si vzamejo določene, bom rekel, srednješolske v bistvu izobrazba, pa ostavlja določene velike projekte, ki se bi zgodili v Sloveniji, predvsem moramo forsirati tiste z visoko dano vrednostjo, ki so okolju neprijazni in podobno, kar se, bom rekel, strinjam, to bo edina prava pot, tako da mi bomo tudi še naprej v Sloveniji, Milan, gradili v bistvu svoje, bom rekel, svoje stvari, tako da tudi v Vojniku delamo 2 obrtni coni skupaj, okoli 15.000 kvadratnih metrov, OCV1, OCV2, v kateri bodo mladi obrtniki z visoko dano vrednostjo lahko dobili svoje prostore. To je tudi projekt, ki ga peljamo, poleg tega, da bomo tudi razvili inštitut, okoli 4.000 kvadratnih metrov, v katerem bo se naprej razvijali prezračevalni sistemi, ki bomo lahko širili tako Nemcem, kot Američanem po svetu. Res pa je, da tle lahko naredimo za okoli 150.000 komadov mikroventov proizvodnjo, več ostalo pač ne. Kajti dejstvo je, da moramo širiti znanje, prodajati svoje znanje po svetu, bo pa razvoj še vedno ostal v Sloveniji, tako da ne se bati, ker Slovenci smo zelo pridni, inovativni in sposobni, tako da kakšne so moje želje v bistvu vseh podjetnikov mladih, je dejstvo to, da moramo dati priložnost mladim, jih spodbujati, še več ustanovati določene sredstva, ko je dela zdaj SPS, da lahko podpre jih v teh, bom rekel, investicijskih projektih, da jim garantira pri infrastrukturi, kajti če imaš infrastrukturo, potem lahko delaš, če nimaš infrastrukture, ne moreš delati. Evo to na kratko, da ne bom predolgo, pravi, bolj ko bomo enotni, vse bi vas lepo prosil, da se ne obnašate na leve, desne, rdeče, krvave, zelene, črne, dajmo delati vsi dobro, dajmo samo gledati, kakšne benefite bodo imeli naše stranke, ker mi od strank želimo, to je moj cilj skupaj in tudi, če se bo država boljše pogoje, ko bo ustvarjala za naše državljane, za delo, za razvoj, bo rekel, boljše bodo imeli, več bo davkov, več bo v bistvu tega socialnega programa, katerega, bom rekel, je dobro, da ga ohranimo in nekako optimistično gledamo v jutrišnji dan. Evo tudi za mene. Če vsaka druga vprašanja, sem vas seveda na voljo. Hvala lepa. Za besedo je
Se je javil še gospod Peter Glavič, izvolite. Pa potem Ja, še vi. dober dan. Hvala za vabilo in za predstavitve. Jaz nekako pogrešam torej trajnostni razvoj, ki ga tudi komisija postavlja kot pogoj za napredek. Torej, kaj je z okoljem, posebej z odpadki, kako je s sežigalnicami in cementarnami, ki lahko te odpadke predelajo. In seveda drugo vprašanje, gospodarski razvoj. Mi zaostajamo za novimi članicami Evropske unije. Potrebno je drugačen pristop, potrebno je višja dodana vrednost, s katero je mogoče reševati tudi demografski problem, ki ga tudi nismo omenjali. Tako da je zelo veliko stvari, ki do danes niso prišla na dnevni red. Infrastruktura sama je zelo pomembna, ni pa dovolj. Hvala. Hvala lepa. Zdaj se bomo zaokšili infrastruktura, gospodarstvo. Jaz kar takoj zdaj že povem, vsem vam dajem pobudo, dajem spodbudo, da date pobude za vsebino naslednjega takega pogovora. Mi jih bomo v letu 30-letnice Slovenije organizirali nekaj, pa da vsebinsko posamezna področja, ki se vam zdijo pomembna in ker bomo dobili dobre sogovornike, jih bomo odprli. Na kratko še gospod Vili in gospod, prosim. Ja. Gospod Kovačič, Vili Kovačič, izvoli, potem pa gospod Val. Na kratko, prosim. Ja, še ne znam. Vedno sem nedorečen na koncu. Hotel sem povedati na koncu to. Filozofija, ideologija je prepozno. Je prepozno. In vedno se dela tako, da je prepozno na videz. In tako se dela pri Tešu 6, tako se dela zdaj pri drugem tiru. Ampak sramota je, da imamo take eminentne ljudi, ki tako ideologijo sprejemajo in se temu ne uprejo. Zato pravim, vsak sestanek pri ministru je popolnoma brez veze, če se ne bo on soočil z argumenti, ki smo jih mi dali. Argumenti, nekaj tako, rabimo drugi tir, to ni noben argument, veste. To je za mene žaljivo govoriti, rabimo drugi tir. Hočemo pa danes narediti to za jutri, gospod Pidovšek, delamo danes za jutri. In zapravljamo milijarde danes za jutri. In na to se ozrite in do tega se opredelite. Ne, mene ne zanimajo inovativne zadeve, ampak tukaj se mi zdi ključen problem uničevanje tega, kar imamo. Kar imamo. Imamo dobro naravo, imamo alternativne projekte, ki pa ne smejo na dan. In me zanima, Marjan, kolikih TV predstavitvah bo ta naša današnja 25-članska diskusija dosegla. Kje bo to? Ali mi govorimo samim sebi v zaprtem balončku, ali se gremo nekaj drugega. Investicije, take kot so, pa grejo nemoteno dalje. In potem bo spet jok in stok in škripanje zobmi. Avstrijci so za svoj jedrski program imeli referendum, ki je bil obvezujoč. Mi pa danes o obvezujočnosti referendumov sploh ne razpravljamo. In govorimo bla, bla, bla o demokraciji, pa o razvoju. Ni razvoja brez demokracije, veste. Ampak če je demokracija taka, da te lahko spodnesejo ustavni sodniki, kakršni so, ne, je pa potem alarm druge vrste. In tukaj ponovno govorim o škodi, ki se dela in se bo še delala, če ne bomo naredili temu konc, da je prepozno. Tega enostavno ne sprejemamo. Avstrijska jedrska elektrarna je bila tretjik narejena in je šlo potem zaprl. Veste, je bilo pa seveda res prepozno, ampak oni so to naredili, kar jim je referendum naredil. Pri nas pa referendum smo mi tudi zmagali za 400 glasov,
pa ni obvezujoč, ker imamo kriminalno uničujoč do ljudske volje referendumski sistem, veste. Dobro, hvala lepa, Vili. Če lahko odgovorim na vprašanje, ker je rečeno, ali govorimo sami sebi ali komu. Kot prvo bi rekel, prosim, ne sesuvati sestanka bodočega pri ministru. Nekateri ste se leta trudili, da bi prišli do njega. Minister je pred vsemi nami povedal, da ta sestanek bo. Dobro se pripravite, naredili ga bomo, zato da bomo naredili lahko vsi skupaj en pozitiven korak naprej. Druga stvar, z nami so bili danes, ali pa so med drugim Slovenska tiskovna agencija, Nova 24 TV, Gorenjska televizija, Skledar TV, Slovenec in še nekateri. Torej verjamem, da bo tudi medijsko in tisto, kar boste posredovali na spletni naslov Društvo poslancev 90, bomo v celoti vsem tudi posredovali naprej. Zdaj pa na kratko dal še gospodu Varlu besedo, potem bi pa počasi zaokrožil. Izvoli, gospod Varl. Mikrofon, prosim, mikrofon. Če bi jaz samo rekel, če še ima kako vprašanje za mene, če ne bi jaz mogel zapustiti, če malo zamujam. Ja, hvala lepa. Če ima še kdo vprašanje za gospoda Pliberška, prosim lepo. Ideologija je prepozno, to me zanima. Dobro, hvala lepa. Hvala lepa, gospod Pliberšek, najlepša hvala za to predstavitev, za pogovor in upam in verjamem, da se vidimo še kdaj. Srečno, fajn bote. Srečno. Srečno, hvala lepa. Gospod Varl, prosim. Mene zanima ta prvo vprašanje bi, a si ti povabil, ker dolg časa se nisem mogel vklopiti, ne? A je bil minister Vrtovec na sestanku? Ja, je bil na sestanku in je bila zelo pestra razprava. Škoda, da se zamudil. Ker jaz bi ministru rad povedal, kakšne strahovite napake so na trasi uradnega tira slovenskega, na uradni varianti. No, celotna ta pogovor, mislim, da bo med drugim na Skledar TV in še na nekaterih televizijah, tako da kdor je kaj zamudil, bo lahko spremljal. Ja, izvolite. No, minister Vrtovec ima od Slovenske inženirske zveze, ima tole naš predlog, alternativno varianto poteka drugega tira, poteka trase. In sem prepričan, da minister tega ni pogledal, še nikoli ni pogledal. In ne ve, kakšne pasti so na trasi drugega tira. A lahko naštejem po vrsti na hitro. Prva past je, oziroma nepravilnost je prečenje Glinščice. Glinščica ima širino soteska. Nekajmo s tem debata, Marjan, prosim, da ga prekineš, no? Fliša, prosim? Gospod Varl, glede na to, da je bila zdaj ta razprava, jaz vem, meni so iz tajništva Društvo poslancev 90 povedali, da so se ves čas trudili, da bi vas vklopili, imeli ste eno tehnično težavo doma. Pa meni ratal končno. Tako, lejte, jaz bi predlagal zdaj tako, ker smo res to razpravo opravili. Karkoli boste imeli, prosim, dajte nam poslati pismeno, jaz obljubim še danes, bodo vsi o tem obveščeni. Zdaj je ura 4, 2 uri je naše razprave, nekako smo rekli, da bomo zdaj zaključili in da ne bi obnavljali tega, ker je bilo vse te stvari, so tudi nekateri vaši kolegi očitno že predstavili, tako da se res bi se tukaj opravičil, da ne bi še enkrat tega. Če pa napišete, pošljete, obljubim, da bomo vsem tudi posredovali. Jaz bi s tem, če ni posebnih... Še nekaj, Marjan, jaz nisem nič govoril, 2 minute sem govoril, ali pa še to ne. Minister Vrtovec ima naš idejni elaborat. Na 14 straneh, z vsemi zemljevidi in tako naprej. Ni ga pogledal. Kakor je lansko leto, gospod Bratuškova, bivša ministrica, je septembra leta 2019 rekla v državnem zboru, po televiziji rekla, ker se je verjetno napadala glede trase, a je dobra ali ni dobra, je rekla, če me vprašate, ali je trasa drugega tira dobra ali ne, vam lahko samo rečem, da ne vem. Zdaj pa ne vem... Glejte, kot rečeno, gospod Varl, ta razprava je bila narejena. Jaz tudi prosim, vi ne morate vedeti, ali je minister pogledal ali ni pogledal. Lahko pa rečete, da ga ni upošteval, če ocenjujete glede na vaš elaborat, ki verjamem, da ste kakovostno predstavili v njem svoje stališča. Kar boste pripravili, napisali, bomo vsem tudi posredovali. A ste vprašali ministra, kaj misli
oprečenju železnice pod viaduktom Gabrovica. Glejte, minister je povedal, da bomo v kratkem imeli vsi zainteresirani pogovor pri njem, tudi vi ste povabljeni. Tako. In takrat se je rekel, če je treba, si bo vzel cel dan časa. Jaz bi s tem zaokrožil današnji pogovor. Vsem sodelujočim bi se najlepše zahvalil, še posebej obema uvodničarjema, ministru, ki ga zdaj ni več med nami, in tudi gospodu Pliberšku, ki je tudi že šel na druge obveznosti. Jaz mislim, da je to ena pozitivna izkušnja, torej Zoom oziroma video razprave pravzaprav omogočajo neke stvari, ki jih normalno sodelovanje težje omogoča, ker se je treba tudi fizično premikati. In kot rečeno, dobrodošle ideje, pobude, pa bomo še kakšen tak pogovor v prihodnje organizirali. Jaz bi zaključil s tem, poglejte, mi živimo v enem posebnem času, pandemija, mi ne moramo vedeti za naprej, niti za 3 mesece naprej ne vemo, ali naj organiziramo si svoje počitnice, dopuste ali ne, a bomo lahko šli nekam ali ne bomo šli. Časi so se žal tako spremenili, ne vemo, kakšni izzivi nas še čakajo. Ponekod je večja intenzivnost potresov, nekateri pravijo, Bog ve, kaj se bo dogajalo v prihodnjih letih in desetletjih. Upajmo, da bo čim manj kakšnih preizkušenj v prihodnje. Prav pa je, da se čim bolj pripravimo, tudi če bodo težke preizkušnje. In da je pomembno, da iščemo poti, ki nas bodo pripeljale do tega, da bomo skupaj iskali čim boljše rešitve. Torej, hvala še enkrat vsem udeležencem, iščimo pozitivne stvari tudi pri tistih, s katerimi se v mnogočem ne strinjamo. Ostanite zdravi. Hvala lepa, srečno. Jo, naslednja.